Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. V sklopu 3. festivala duševnega zdravja, ki se je odvil meseca maja v Kopru, je potekalo nekaj predavanj in delavnic. Danes si bomo ogledali predavanje z naslovom Duševno zdravje mladostnikov med in po epidemiji COVID-19. Poglejmo. K mikrofonu vabim kar Hano Stelo Prevatin. Mogoče prej nisem pozabila povedati, z Hano smo se prvi spoznali, ko je bila še v bistvu študentka psihologije na Filozofski fakulteti, takrat je v Ljubljani. Takrat je v bistvu pod mentorstvom dr. Roberta Marstena pripravljala zaključno nalogo, svojo magistrsko nalogo, ki bo jo danes tudi predstavila tiste ključne ugotovitve. Je pa v bistvu njena naloga potem povezana tudi na projekt, ki sem ga na začetku omenila. Mogoče povem samo to, da Hana tudi govorila o mladostnikih, ampak na nek, v bistvu ona je pa v svojo raziskavo vključila oziroma šla po neki drugi poti, na nek poglobljen način z vidika tega, da je vključene manjše število udeležencev, manjše število mladostnikov, ampak na ta način potem lahko pa pridobimo še neke druge informacije, pa Hana ti predajam kar besedo. Hvala lepa, Eva. Ja, lepa zdrav še iz moje strani, jaz sem Hana in kot je že lepo predstavila mojo pot, danes vam bom predstavila mojo magistrsko nalogo. In sicer ja, jaz sem se ukvarjala z mladostniki, tako da sem z njimi izvajala intervjuje. Tako smo prišli malo bolj do kvalitativnih podatkov. In sicer na podlagi vsega tega, kar smo slišali, kaj je epidemija povzročila, kakšne posledice je imela, je tudi mene potem zanimalo, kako so se in se še vedno mladostniki s posledicami krize spopadajo, takrat in kako se spopadajo s tem sedaj. V vzorec sem zajela torej 14 mladostnikov, vsi živeči v Sloveniji. Povprečno so bili stari 16,7 leta. V razponu od 14 do 19 let. Zdaj, 8 od teh je bilo ženskega spola, 6 pa moških. Vsi so bili vključeni v dnevni center in sicer zajela sem dnevne centre širom Slovenije. Sem se prebila, da se nisem samo na Ljubljano osredotočala. Vključila sem torej center Piko, projekt Človek, Ars Vitae Ptuj in pa Cuno Fužine. Se pravi, v času epidemije so bili vsi ti mladostniki šolani v Sloveniji, na osnovni šoli ali pa na srednji šoli. Kot sem že prej povedala, to je bila kvalitativna raziskava, torej z njimi sem opravljala intervjuje in vse od julija pa do oktobra 2023. Pri tem me je zanimalo predvsem, kako so se spopadali z epidemijo, kako so doživljali šolanje na daljavo, kakšne so imeli odnose tako s prijatelji kot z družino in pa tudi zanimalo me, kako so si pomagali pri vsem, kar so doživljali. Se pravi, cilj pa je bil, da sem raziskala področje duševnega zdravja mladostnikov med krizo in po njej, pa da sem dobila boljši vpogled v razumevanje mladostnikove doživljanje krize na različnih aspektih življenja. In kaj sem ugotovila? Ugotovila sem, da so mladostniki doživljali večje stiske na različnih področjih njihovega življenja. Pa da se prvo mogoče ustavim pri učnih težavah. Mladostniki so se z šolanjem na daljavo spopadali na različne načine. Nekateri so se uspeli kar dobro spopasti s tem, nekateri pa so imeli večje težave. In sicer poročali so o tem, da jim je velikokrat upadla motivacija tako za učenje kot za sledenje pouku. Predvsem je bilo to povezano s tem, da ni bilo tistega stika z učitelji, manj je bilo strukturirano, manjkala jim je včasih razlaga, ki bi bila bolj osebna. In pa nekateri so imeli težave tudi z samo računalniško pismenostjo. Ena mladostnica računalnika od začetka ni imela, potem ga je dobila, ampak problem je bil, ker ga ni znala uporabljati. Doma pa je tudi niso pri tem znali pomagati, tako da to je bila tudi ena težava. Pa lahko preberem en citat iz enega intervjuja. Čisto mi je padla motivacija za učenje. Nisem se učila, manjkala mi je razlage snovi, saj so nam večinoma profesorji pošiljali gradivo brez osebne razlage. To mi je bilo grozno.
bila sem zmedena, jezna in cel sistem. Tako da šola je bila kar en velik del. Glede socialnih odnosov so nekateri mladostniki poročali o večji osamljenosti, o tem, da so se nekako oddaljili od svojih prijateljev, tudi od družinskih članov. Seveda, vzdrževanje odnosov je večinoma potekalo le prek socialnih omrežij in telefona, ali pa sploh ne. Sicer nekateri so se tudi znašli, so imeli zabave v teh, ampak teh ni bilo veliko. Ja, lahko tudi tukaj preberem en citat. Precej so se poslabšali odnosi. Vsi so mi šli zelo na živce, starša sta se veliko kregala, zato sem se popolnoma zaprla vase. Z nikomor od njih nisem želela komunicirati. Tako da tukaj se vidi, kako so v bistvu odnosi vplivali že na to, da so se mladostniki bolj zapirali bolj kot prej. Nekateri mladostniki so med epidemijo doživljali različne stiske, tudi na področju duševnega zdravja. In sicer večkrat so mi poročali o tem, da so doživljali panične napade, več je bilo anksioznosti. Ena mladostnica se je celo sama poškodovala in bila samomorilna. In kar je bilo tukaj zaskrbljujoče, je bilo to, da večina ni znala poiskati pomoči oziroma si niso znali pomagati. Zdaj, k sreči pri teh mladostnikih, ki sem jih jaz imela možnost spoznati, je bilo dobro, da so starši opazili te stiske in jih usmerili ali na dnevne centre ali pa celo v obravnavo k pedopsihiatru. Pa da vam preberem nekaj, da dobite vtis, kakšne stiske so to res bile. En mladostnik mi je povedal: ali misliš, da sem užival, trpel sem, ni bilo lahko. Najhujše obdobje je bilo to zame. Panični napadi in anksioznost so bili grozni. Prva noč, ko sem imel napad, sem se do 5 zjutraj zibal v posteli in gledal serijo Naša mala klinika, da sem si misli zapolnil. Spal sem 10 minut. Ko se je umirilo, me je glava bolela, kot da sem bil pijan. Pri tem mladostniku je zanimivo, je pomagalo potem tehnika tapkanja, ki se je naučil v dnevnem centru, da je dobil neko pomoč. Druga mladostnica pa je povedala: zame so bili takrat zelo težki časi. Čustveno sem se zaprla, bilo mi je vedno hujše. Kasneje sem bila tudi hospitalizirana na pedopsihiatriji. Na spletu sem iskala informacije o drogah, nasilju, začela sem zanemarjati higieno sobe, doživljala sem čustvene stiske. Kasneje sem postala samopoškodovana in samomorilna. Pri večjih pa so se tudi pokazale težave s spanjem. Več jih je zamenjalo dan za noč, kar je potem tudi vplivalo na to, da so težje sledili šoli in tako dalje. Kaj pa jim je bilo v pomoč? Zdaj, nekateri mladostniki epidemije niso zaznavali tako problematične in so se načeloma s spremembami dobro spoprijemali. Nekaterim je bila epidemija celo všeč in nekaj jih je rekla, da bi to celo ponovili. Kot je že moja predhodnica lepo povedala, kaj se je pokazalo kot nek varovalni dejavnik, predvsem podporni odnosi. Se pravi to, da so v družini govorili o tem, kaj se dogaja, kaj doživljajo, kaj lahko pričakujejo, kako si lahko pomagajo. Vse to je zelo, zelo pomembno pri tem, kako so mladostniki doživljali vse skupaj. Prav tako s prijatelji seveda. Drugo, kar je bilo tudi zelo pomembno, je bilo to, da so imeli svoj prostor za učenje. Da so lahko poslušali predavanje v svojem prostoru, kjer je bil mir, kjer so zraven poslušali še kaj drugega, od bratov, sester, verjetno tudi starši so imeli kakšne sestanke, ker je bilo to zelo moteče. Zato so izpostavili, da to je pomagalo. Tretja stvar, seveda, da so imeli dostop do računalnika in pa, da so imeli dovolj dobro razlago strani učiteljev. Večkrat so mi povedali, da če so dobili le neke izročke, da niso preveč dobro razumeli snovi, tako da je bilo res pomembno, da so dobili ta osebni stik, če tudi čez kamero. Kar je večina mladostnikov mi povedala, mi je bilo zelo zanimivo, zelo všeč jim je bilo to, da so lahko več spali.
bili so zato bolj spočiti, zjutraj se niso rabili vstati in se zrihtati za šolo, ampak so lahko še malo pospali. Na račun tega pa so imeli tudi več prostega časa v popoldanskem času. Nekateri so tudi lahko se redno gibali, ker so imeli za to možnost. Nekateri so imeli zadaj za hišo gozd ali pa vrt, tisti v blokih pa so imeli bolj omejen dostop do tega. Pa lahko še malo za okus preberem. Z družino smo se zbližali, ker smo bili več časa skupaj, tudi s prijatelji, ker smo bili večino dneva skupaj in igrali igrice. Zdaj, igrice so bile nekaj, kar jih je res zelo povezovalo. Več mladostnikov mi je povedalo, da so tudi sicer med poukom igrali igrice, kar ni bilo preveč dobro, ampak so pa se zato malo bolj povezali. Ena mladostnica mi je povedala, da je zaradi epidemije lahko več časa preživela sama s sabo in zaradi tega postala bolj samozavestna in svoje mnenje o sebi celo izboljšala. In pa ja, kot sem že omenila, to, da sem lahko dlje spala in sem bila v šoli, šola je bilo meni zelo všeč. Dejstvo pa je, da so mladostniki doživeli res veliko sprememb. Prva v samem načinu življenja. Se pravi, že samo to, da se je šola premaknila na daljavo, da so več časa preživeli za zasloni, je ustvarilo čisto drugačne pogoje, veliko več dražljajev. Večina jih je poročala, da so vmes bili še na telefonu, na ostalih socialnih omrežjih, v klicu s prijatelji, tako da so dražljaji prihajali res iz večjih smeri. Tudi spanec in telesna dejavnost se je spremenila. Spanec se je lahko obrnil, se pravi, dan in noč se je zamenjala, in pa telesne dejavnosti je bilo pri nekaterih veliko manj. Tretja stvar, ki se je spremenila, pa so bili tudi medosebni odnosi. In vse to, ko to seštejemo, vse to vpliva na splošno dobro počutje mladostnikov. Se pravi, tisti, ki so se kar dobro spopadali s spremembami na področju šolanja, na področju medosebnih odnosov, tisti so v bistvu poročali o boljšem spoprijemanju s samo epidemijo. Medtem ko pri tistih, ki so imeli težave na področju šolanja, nekateri so tudi padli letnik, ker niso dovolj dobro razumeli snovi, ki so se oddaljili od svojih prijateljev, tisti pa so večkrat poročali o težavah v duševnem zdravju. Ker pa te težave v bistvu trajajo še vedno, se pravi leto 2024, ko sem intervjuje opravljala, lahko celo govorimo o dolgoročnih posledicah epidemije. Skoraj vsi mladostniki so mi povedali, da se zdaj, ko so se vrnili nazaj v šolo, težje učijo, da se težje skoncentrirajo in da se težje skoncentrirajo tudi v sami šoli pri sledenju pouka. Poleg tega še vedno nekateri doživljajo anksioznost, panične napade, še vedno so nekateri vodeni pri psihiatrov. Zdaj tukaj, a je to epidemija bila vzrok ali le sprožilec, je težko trditi, ampak definitivno pa je dejstvo, da so težave še vedno prisotne. Nekateri pa so tudi socializiranjem imeli težave, tudi po vrnitvi in jih verjetno še imajo. In sicer navadili so se na to, da se niso rabili družiti z drugimi, zato jim je bilo ponovno vključevanje v šolo in ponovno socializiranje v bistvu zelo težko. In pa si lahko še preberem 3 citate. Ena mladostnica mi je povedala, pustila mi je napade panike in strah, da se lahko to ponovi. Se pravi, tudi nek pogled v prihodnost, ki je bolj črn. En mladostnik je tudi povedal, mogoče je pustila posledico na mojem učenju in pozornosti, težje se zberem in se grem učiti kot prej, bolj me otavajo misli in me hitro kaj zmoti. In pa še zadnja, zdi se mi, da je bilo fajn biti bolj sama, da sem lahko doma odmaknjena. In se mi zdi, da mi je bilo zdaj v vrnitvi težje se ponovno vključiti v družbo. Okay. Se pravi, to je na kratko o moji raziskavi, sem bila bolj kratka. Ampak ja, vse to, odnosi, podporni odnosi doma, prijateljski odnosi, kako mi doživljamo šolo, kako se uspemo spopasti s temi stvarmi, vse to vpliva na to, kako se mi počutimo.
Tako da, kot je že prej povedala, zelo pomembno se pogovarjati o tem, deliti svoje skrbi, misli, ker potem lažje gremo čez življenje. Hvala. To je bilo za danes vse. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.